vlogo, da obstoječi pokojninski sistem v Sloveniji, tudi seveda širše, da se spopada z določenimi težavami, verjetno že vrabci na vejah čivkajo, danes sicer nekaj katastrofalno vreme, pa še se njim ne da verjetno, ampak da je seveda obstoječi sistem nujno potreben temeljite prenove in reforme. O tem se seveda že precej let pogovarjamo, nekako do korenitejših sprememb pa vsaj zaenkrat še nismo prišli. Torej, kot rečeno, staranje prebivalstva oziroma tako imenovani pojem demografska kriza je nekaj, s čimer se seveda ne ukvarja samo Slovenija, ampak tudi seveda širše številne države, tudi če pogledamo samo Evropsko unijo, pravzaprav se vse, seveda večina odvisno od sistema, do katerega bom prišel v nadaljevanju, ukvarjajo s podobnimi težavami. Torej, staranje prebivalstva je nekaj, seveda, s čimer se morajo resno spopasti, seveda vsi vitalni družbeni sistemi, kot vidite, tako zdravstveni, socialni, tudi vzgoja in šolstvo, morata seveda na to dati neko težo in ne nazadnje tudi urbanistično in arhitekturno urejanje prostora in opreme je vse bolj podrejeno temu fenomenu, tako seveda na evropski ravni, nacionalnih ravneh, pa tudi lokalne skupnosti se vse bolj zavedajo te problematike in tudi se s tem vse bolj ukvarjajo. Torej, kar je bilo nekako že nakazano in kar je problematika med starejšim prebivalstvom, je seveda tudi stopnja tveganja revščine, ki je na precej visoki ravni. Zdaj, za Slovenijo lahko povem, da je povprečna neto pokojnina približno 550 evrov. Zlasti problematična skupina znotraj te starostne skupine pa so še posebej ženske, namreč po podatki, vidite, vsaka druga ženska stara nad 65 let ima seveda dohodke, ki so pod nacionalno mejo tveganja revščine. Torej, za Slovenijo je bilo nekako prelomno leto 2003, ko je število starejših od 65 let prvič preseglo število otrok mlajših od 15 let. In po napovedih bo vidite, do leta 2060 vsak tretji državljan Republike Slovenije starejši od 65 let. Vključno mislim, da vsemi nami tukaj noter. Zdaj, poleg seveda same pokojninske reforme, s čimer se spopadajo posamezne države, tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni, tudi v Sloveniji, sprejemamo različne strateške dokumente, akte, ki se dotikajo tudi samega socialnega varstva za naslednje obdobje. Kot vidite, je v Sloveniji državni zbor leta 2013 sprejel resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Torej, sam slovenski sistem izhaja, vidite, iz tako imenovanega pismo-orjanskega modela. Poleg tega modela poznamo še tako imenovani Beveridgeov sistem in imenovani skandinavski model, torej podobnosti so med tema zadnjima dvema, predvsem tem, da zagotavljata nek univerzalni dohodek, ne glede na delovno dobo. Kot veste, naš pokojninski sistem, oziroma vse pokojnina je odvisna predvsem od prihodkov, ki smo jih imeli seveda v določenem številu let kot aktivni zaposleni. Torej, ta sistem obstoječi je vse do osamosvojitve, recimo temu, da upravlja to svojo temeljno funkcijo, svojo vlogo, temelji na enostebrnem sistemu in je, kot rečeno, zagotavlja to socialno varnost. Po tem obdobju, zlasti po letu 1991, kot bomo videli v nadaljevanju, leto 1991 je bilo prelomno tudi, kar zadeva to področje, poleg vseh ostalih področij. Kot vidite, je ta sistem ob osamosvojitvi, se pravi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prevzel del bremena tudi, kar se tiče prestrukturiranja in sanacije gospodarstva. Starejši kolegi se vsekako dobro spomnite, da koliko ljudi se je prečasno upokojevalo in to pri starosti in tudi pri
polno pokojninsko dobo, ne glede na starost in brez dokupa pokojninske dobe. Torej, logično je, da kar se nam je zgodilo, se pravi izredno povečanje števila upokojencev vpliva posledično na izdatke, seveda kar zdaj pokojnine, zdravstveno zavarovanje sistem in tako naprej, in s tem seveda imamo posledično vedno večji vtis na javne finance. Torej, kot rečeno, do leta 2000 smo imeli sistem, ki je temeljil na sprotnem financiranju. Tu lahko govorimo o tej medgeneracijski solidarnosti, ker v praksi je to pomenilo, da so zaposleni s prispevki financirali pokojnina upokojencev, pri čemer se pravzaprav za delavčev pokojnina ni prihranilo nič. In kot sem že tudi omenil, ta sistem lahko brez težav deluje, dokler imamo pač več delovno aktivnih upokojencev in na drugi strani dokler beležimo pozitivno gospodarstvo, rast in produktivnost. Oboje je pravzaprav že pri osnovitvi se to treba kazati in se nam kaže vse to obdobje in tudi trenutno seveda je slika zelo plavena, kar zdaj ti dve področji podrobnosti na nadaljevanju. Leta 1999 nam je uspelo sprejeti nov pokojninski zakon, ki je pravzaprav, kot vidite, prinesel neko dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je predstavljalo varčevanje na kapitalskem principu. Ta sistem je temeljil na treh stebrih. Če prej smo, kot sem omenil, če prejšnji sistem temeljil na enem stebru, je ta iz leta 1999 nov zakon, ki je začel veljati leta 2000, prinesel veljave dodatne možnosti. Zdaj, kot vidite, razlika oziroma dopolnitev bila ta možnost obveznega zavarovanja, nadomestilo za beneficirano delovno dobo in tretji steber, ki je zajemal razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj, tukaj še grafični prikaz tega tristebernega sistema. Skratka, kar je nekako za starejše obdobje že omenil profesor Valkovec, tukaj vidite eno od problemov, kar sem ga prej omenil, namreč, da je število za varovancev glede na upokojence vse od leta, tukaj vidite naprej, podatke od leta 85 strmo pada. Tu so podatke od leta 85 dalje, pa vse do leta 2004. Kot sami vidite, če se na primer vidite leta 81, če je pravzaprav 3,3 zaposleni državali enega upokojenca, se je to razmerje 2005 zmanjšalo že na razmerje 1,6 proti 1. Danes je to razmerje še malo slabše in zelo bližamo se temu, da bo to razmerje popolnoma izenačeno. Kot sem prej omenil, leta 1991, zdelo se mi je zelo pomenljivo, da je v tem letu pravzaprav nastal največji razkorak med število novih upokojencev in zavarovancev. Stopnja rasti upokojevanja, kot vidite, je bila v letu 1991 višja od vseh znanih v preteklosti, saj je znašala kar 15,3%, na drugi strani pa se število zavarovancev v istem letu zmanjšalo do 7,1%. Torej, kot vidite, v letu 1990 smo imeli poprečno 384 dobrih uživalcev pokojnin, na drugi strani pa v letu 1991 vidite se ta številka dvignila kar na blizu 420 tisoč. Nasploh se je število starostnih upokojencev od leta 1991 do 2010, kot vidite, povečalo kar za 62% oziroma povečalo 2,6% letno. Kar se mi zdi pomembno, vemo, da je danes ogromno razprav na to temo, kako in kaj spremeniti. Dejstvo je, da je, kar se mi zdi pomembno, da je že od začetka 90-ih let, takoj pri sprejemanju privatizacijskega zakona, bilo nekaj strokovnjakov, ki so opozarjali na to problematiko oziroma, verjetno lahko rečem, se je tudi zavedali, nekako videli malo prihodnost. Eden od teh je bil tudi ekonomist Ribnikar.
vemo, da so, kar se tiče privatizacijske zakonodaje, tako bili številni problemi, različni predloge, modelov in tako naprej. Ne, pač poleg tistega Mencingerjevega, Bajtova in tako naprej, Saksa, ne, podobno, je tudi Ribnikar imel svoj predlog. Namreč, kot vidite, je po njegovem mnenju ne bi se moral novi lastnik tako imenovanega družbenega premoženja zavedati, da družbena lastnina pripada vsem državljanom in upoštevati narodno-gospodarske cilje. Nekaj takega je izjavil, ne, in takšnega lastnika je Ribnikar videl ravno v pokojninskem skladu. Ne. Po njegovem bi se družbeno premoženje preneslo na pokojninski sklad, ki bi potem dolgoročno zagotavljal stabilnost pokojninskega sistema. Ne. Seveda, kot rečemo, ta predlog se ni upošteval, verjetno tudi ni bil najbolj glede na to, da smo prihajali nek nov sistem normalno pogodo, ampak ponovno se je glasil potem leta 1998, ko se je pokazalo pravzaprav kam približno se je stekla ta privatizacijska premoženja. Namreč takrat se je Slovenija soočila z tako imenovano investicijsko vezelje oziroma privatizacijsko vezelje, namreč tako imenovani PID-i, ki so, kot vemo, do njih je vložilo več kot milijon državljanov Slovenije, svojega premoženja oziroma tako imenovanih certifikatov. PID-i so glavnem zbrali dejansko realno stanje je bilo precej manjše od tistega, koliko so zbrali s certifikati, zato ta imenovana privatizacijska vrzel. In takrat se je Ribnikar ponovno oglasil in predlagal, da bi se premoženje, ki je bilo v rokah PID-ov, preneslo na novo ustanovljeni pokojninski sklad. Vse večino premoženja, kako je tudi ta predlog oziroma pobuda ni bila uslišena, kako je realizirana. Danes, kar smo že nekako prej slišali, tudi poleg samega sistema v skladih, kot je sklad obveznega dodatnega pokojninskega sklada, primanjkuje pravzaprav denarja. Kot vidite, je pa to posledica predvsem tega, da je se število zavarovancev krepko povečalo. Če vidite, da je imel leta 2001 ta sklad dobrih 23.000 zavarovancev, je to število 20 znašalo že dobrih 42.000. Skratka, nepomembno, kar sem prej omenjal, tudi posamezne lokalne skupnosti sprejemajo različne strategije, glede na to, da se seveda prebivalstvo krepko stara, nekako tudi Mestna občina Ptuj v tem času pripravlja novo strategijo, ker je indeks staranja še precej večji, kot je povprečje v Sloveniji. In imamo seveda, če sem prej govoril, da v Sloveniji vsak tretji prebivalec v letu 2060 starejši od 65, je to v primeru Ptuja, ko zdaj kaže, če bo se ta trend nadaljeval, seveda še toliko večji in to je seveda dejansko realna problematika. Zdaj, zaključim, kar vsi poznamo, vsi veste, kot sem že povedal, v praksi se je izkazalo, da vsak poseg v ta sistem, ali pokojninskega sistema socialnega in zdravstvenega varstva, pravzaprav terja močen davek tudi na političnem področju. Vemo, da smo imeli številne neke pokojninske predloge za pokojninske reforme. Imeli smo nazadnje tudi referendum na to temo, ki je bil zavrnjen. Vsake toliko, ko se govori o tej problematiki, ko se hoče nekaj drastično posegati ta sistem, seveda letimo na težave. Nazadnje, vemo sedaj decembra 2012, vendar je bil sprejet nov zakon, ki pa ni pomagal ali pa posegal v nekaj te, kot prej omenjeno, trende in praktično ne veda, da bo rešil situacijo v takšnem obliki, kot bi moral. Kot rečeno, pripravijo so nove spremembe, nova tako imenovana bela knjiga, nekaj v zadnjih letih na samo upokojevanje vpliva tudi tako imenovani ZUJF, ki je letos naprej ponovno zamrznjen oziroma ni veljavi, pa vlada pripravlja novi interventni zakon. Skratka, tu nas še
veliko čaka. Če je prej kolegica Počevalček, mislim, da nekako naslov referata imela varna starost brez penzije, seveda jaz sem želim, da bi varnost oziroma v starost prišli čim bolj kratko in seveda z veliko penzijo.